V Ljutomeru nadaljujejo s projekti oziroma urejanjem komunalne infrastrukture v Puhovi poslovni coni. Podpisali so pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture druge faze. Seveda smo zelo veseli v Ljutomeru, ker imamo zelo uspešno gospodarstvo, tako podjetnike kot obrtnike. In veseli smo tudi, ker smo ena izmed redkih občin, ki nam je uspelo zapolniti poslovno cono. V preteklosti smo že v letu 2015 komunalno uredili 6,5 hektarov površin z komunalno opremo in večina teh nepremičnin je seveda prodanih. Zgrajeni so bili poslovni objekti, kar je seveda zelo spodbudno, da naše firme res uspešno delujejo in tudi zaposlujejo čim več občank in občanov občine Ljutomer in pa tudi občanov iz sosednjih občin. Seveda je nastopila potreba po tej komunalni ureditvi v prvi fazi, ki je stala približno 560 tisoč evrov. Od teh smo dobili tudi nepovratna sredstva, takrat v letu 2014 oziroma 2015 cirka 400 tisoč evrov. In drugi del, se pravi drugi del Puhove poslovne cone, smo seveda sedaj tudi dolžni komunalno urediti, kajti tudi drugi del je bil prodan, stoji že poslovni objekt našega domačina in je seveda izkazana potreba po komunalni ureditvi, tako da smo seveda začeli v letu 2018 z postopki za izvedbo te druge faze komunalne ureditve v Puhovi poslovni coni. Seveda so bili postopki speljani strani občinske uprave. V letu 2018 je občinska uprava pridobila projektno dokumentacijo in tudi gradbeno dovoljenje. Po sprejetju proračuna v letošnjem letu pa smo takoj seveda začeli z postopkom izbire najugodnejšega ponudnika. Objavljeno je bilo javno naročilo in dobili smo 4 ponudbe in od teh 4 ponudb so kot najugodnejši izvajalec bili izbrani družba Nograd d.o.o. Petrova ulica 41 iz Lendave. Družba Nograd je pripravljena ta projekt izvesti za pogodbeno vrednost v višini 247 tisoč 382,74 evra. Projektno dokumentacijo je izdelal AMV Plan Aljaž Vesenjak iz Maribora. Nadzor nad investicijo bo izvajal Atrij Odranci, gospod Kolarič je tudi z nami, in pa izdelovalec varnostnega načrta in izvajalec koordinacije varstva pri delu bo Dying d.o.o. iz Beltinec. Ta projekt bo seveda prinesel dovozno cesto v dolžini 260 metrov, meteorno kanalizacijo v dolžini 251 metrov in pa fekalno kanalizacijo v dolžini 181 metrov ter seveda vodovod v dolžini 220, zgradila pa se bo tudi javna razsvetljava v dolžini 280 metrov. Dela bi naj bila izvedena do konca oktobra 2019. Verjamem, da bo, če bo seveda vreme ugodno, to tudi izvedeno, kajti seveda želimo iti nasproti našim firmam, da se pač držimo dogovorjenih rokov. Prav tako pa bi na tem mestu še pred podpisom pogodbe povedala, da občina Ljutomer zelo intenzivno seveda po zapolnitvi Puhove poslovne cone dela na širitvi oziroma na novi poslovni coni. To je območje za Šparom proti vasi Babinci, kjer želimo komunalno urediti tudi površine v velikosti 2,5 hektara. Na razpolago za prodajo bo nekje 1,7 hektarov, ker je v neposredni bližini tudi podjetnik, ki želi širiti svojo proizvodnjo. Tako da bomo seveda zelo intenzivno delali na spremembi občinskega prostorskega načrta, ki ga bomo javno razgrnili tudi od 26. julija do 24. avgusta in predstavitev bo 1. avgusta ob 14. uri v sejni sobi občine Ljutomer. No, v letu 2019 moramo urediti tudi odkupe zemljišč, pripraviti vso potrebno investicijsko in projektno dokumentacijo. Veseli smo, da zanimanje za to območje je. Že tečejo zelo intenzivni pogovori z potencialnim investitorjem, ki je zelo resen. In seveda smo v dogovoru, da potem tudi komunalno opremimo omenjena zemljišča.
To pa je seveda naslednje leto, kajti čakamo tudi na nepovratna sredstva, kajti naša nova poslovna cona je prepoznana kot razvojna prioriteta regije, za kar smo seveda regiji hvaležni, da smo lahko tudi našo poslovno cono, se pravi širitev, vključili v načrt razvojnih programov regije. Tako da verjamem, da seveda bo ta cona hitro zapolnjena in bomo seveda morali razmišljati tudi o novih vzpostavitvah poslovnih con, kot tudi stanovanjskih. To imamo srečo v Ljutomeru, da smo zanimivi in da potem seveda lahko skupaj z obrtniki, podjetniki razmišljamo tudi o ugodnostih, prednostih, konkurenčnih prednostih naše občine, da se potem ponudimo potencialnim investitorjem tudi v prihodnje. Kot izvajalec nadzora na tem projektu bi se prvo zahvalil občini Ljutomer, da nam je zaupala to delo. Vsekakor pa lahko povem to, da se bomo trudili in bomo seveda dela izvedli v skladu z zakonodajo in z projektno dokumentacijo, ki jo ima za to izdelano občina Ljutomer. In seveda, da bo izvajalec to izvedel v rokih, predvidenih rokih in tudi predvideni kvaliteti.